N1 podcast s Suzano Lovec. Bliža se konec šolskega leta, tu je matura, mimo s NPZ-ji smo tik pred vpisi v srednje šole, večina učencev in dijakov pa pridobiva še zadnje ocene, učitelji in profesorji zaključujejo te ocene. Pogovor o šolstvu in šoli torej. Vsako leto imamo enega, z mano so danes doktorica Karmen Pižorn, dekanja Pedagoške fakultete v Ljubljani. Dobrodošli. Dober dan. Doktor Damjan Štefan z oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Dobrodošli. Dober dan. In Špela Kuralt, novinarka časnika Delo, ki izjemno in izvrstno in zelo intenzivno pokriva področje šolstva. Živjo. Zdravo, hvala za to pohvalo. Za začetek najtežje vprašanje. Kaj je narobe in kaj je dobro v našem šolstvu in šolah? Nekatere stvari, ki bi jih mogoče vi v svojem razmisleku izpostavili. Bi mogoče kar začela. Ja. Začnimo z dobrim. Ko tudi, ko dajemo povratne informacije učencem, je prav, da začneš tisto, kar lahko pohvališ. Mislim, da se v Sloveniji ne zavedamo prvič, da je javno šolstvo brez šolnin. Torej, da vsak otrok lahko hodi v šolo, da vendarle imamo kar nekaj orodij, ki so zastonj v šoli, tudi nekaj učbenikov, da so številne dejavnosti omogočene torej učencem, da še vedno mislim, da so zelo dobri učitelji v šolah, torej še ni nobene segregacije med privatnimi in javnimi šolami, da ne nazadnje številni naši dijaki in prej tudi učenci so zelo uspešni na mednarodnih tekmovanjih. Res je, da na teh PISA in drugih mednarodnih raziskavah pa padamo malo, ampak to je že bolj na strani, kaj je tisto, kar bomo morali popraviti. Tako da je veliko dobrega in tudi jaz včasih spremljam strokovnjake, ki uspejo širom sveta ali pa na najboljših ameriških univerzah in kje se začne. Jure Leskovec je začel na primer v krožku, ki ga je organiziral učitelj na šoli. In če bi to večkrat spremljali in bili bolj pozorni na to, bi videli, da dostikrat je ravno šola tista, ki te spodbudi, da se odločiš tudi za določen poklic. In slabe strani? Recimo, katere bi vi... Slabe. Saj bomo potem nizali v oddaji, ampak... Slabe je pa to, kar jaz doživljam tudi na fakulteti, da recimo nekateri študenti, se pravi, ki diplomirajo, se kmalu odločijo, da niso več v tem poklicu, je pa velik pritisk staršev. Predvsem takšen pritisk staršev, ki ni upravičen na učitelje. Vemo, da so se ocene v zadnjih, mislim, da že kar 30 letih, mogoče me bo popravil kolega, ampak po moje 20 pa sigurno zelo dvignile povprečne ocene v šoli. Medtem, ko so povprečni dosežki ocen najnižji doslej, pravi nacionalno poročilo. Ja, in tukaj se vidi, to je pač ta pritisk staršev, pritisk na dobre, mislim pač na čedalje višje ocene, kar seveda ne kaže znanja. Torej, to je eden razlog. Mogoče drug razlog je tudi ta, da je zdaj v Sloveniji izredno pomanjkanje učiteljev. Ne vem, če se cela družba zaveda, da predvsem na naravoslovnih vezavah, kot so matematika, fizika, kemija, pa tudi že na drugih študijskih programih, torej je velik upad na pedagoških programih. In mislim, da nas je kar nekaj, saj mi trije na to zelo opozarjamo, ampak da nas nobeden ne sliši. Ne slišijo ne politiki, sploh družba, da je to treba res urediti. In ne vem, če si predstavljajo, kako bo, če pač, bo matematiko učil nekdo, ki ni to študiral, kar se na katerih šolah že celo dogaja. Torej, to je ena velika stvar in pa, da učitelji potrebujejo eno stabilno obdobje, oziroma stabilno situacijo, v kateri lahko delujejo. Če se pogovarjamo o stabilni situaciji v gospodarstvu, potem morajo učitelji tudi vedeti, torej, kateri so cilji, kakšna je naša vizija in ne, da se vsake 4 leta menja. To mislim, da bi jaz nekako izpostavila. Doktor Štefan, bi vi kaj dodali? Ja, jaz bi poudaril, da imamo v našem prostoru
že od osamosvojitve dalje si za to prizadevamo, izjemno kakovostno in dobro javno šolo. To, kar je kolegica povedala, skratka, sam pravzaprav dopolnjujem. Mislim, da moramo se zavedati, da je to izjemno kompleksen, velik sistem, ki zajema v bistvu večino populacije. V tem smislu morda lahko celo rečemo, da imamo opravka z največjim družbenim sistemom. Če razmišljamo o tem, da so vanj vključeni otroci praktično od rojstva v predšolski vzgoji, pa vse do zaključka fakultete, če tu prištejemo še vse tiste, ki delamo v tem sistemu, in če tu prištejemo vse tiste, ki so potem posredno povezani s tem sistemom, starši denimo, je to res izjemno velik, kompleksen sistem in mi smo v naši državi uspeli ohraniti ta sistem tako, da zagotavljamo pravzaprav kakovostno javno šolstvo. To poudarjam tudi zaradi tega, ker ni samoumevno, da bomo uspeli takšno kakovostno javno šolstvo tudi srednje ali pa dolgoročno zaščititi, pa mislim, da je naša dolžnost, da si za to prizadevamo. Seveda, v vsakem takšnem velikem in kompleksnem sistemu je tudi vrsta, bi rekli, pomanjkljivosti, vrsta stvari, ki bi jih bilo potrebno dopolniti, nadgraditi ali pa spremeniti. In jaz mislim, da je prav, da skozi neko tako, bi rekel, družbeno deliberativno logiko vedno znova ugotavljamo, kaj je tisto, kar je narobe, kaj je tisto, kar je potrebno izpopolniti, in da seveda na to opozarjamo. Mi smo vedno znova, tisti, ki se ukvarjamo s tem področjem, smo vedno znova kritični, ker je samo tako mogoče pač prispevati k boljšemu sistemu. Vedno znova opozarjamo, seveda, da imamo velike razlike med učenci, kažejo se na različnih nacionalnih in tudi mednarodnih preverjanjih, kar pomeni, da seveda je v ta sistem tudi vgrajena neka vrsta, tudi če hočete, socialne nepravičnosti, da bi si želeli več učencev ali pa več mladih, ki bi zmogli tudi najkompleksnejše recimo naloge na tovrstnih preverjanjih, kar pomeni, da bi bilo potrebno dobro podpreti tudi tiste, ki so zmožnejši, nadarjeni in tako naprej. Vemo, kar je kolegica že povedala, da imamo problem s kadrom. Jaz mislim, da je to odraz nekih širših, bi rekel, družbenih teženj ali pa premikov, ki v bistvu gredo proti temu, da je, bi rekel, znanje v današnji družbi postaja vse bolj zanemarljivo. Kar pomeni, da je tudi ljudi, ki bi se želeli ukvarjati s posredovanjem znanja, ki bi jim to bila življenjska kariera, s časoma vse manj. To ni tako zelo privlačno področje, kot je morda bilo včasih, ko je pravzaprav to tudi prvič pomenilo neko pomembno družbeno področje, torej razsvetljevati ljudi, se ukvarjati s prosveto, smo včasih rekli, je bilo pač nekoč je bila to zelo pomembna dejavnost in je bila tudi ugledna, čislana dejavnost. V družbi danes morda temu ni več tako, ali pa ni več tako na enak način. In to se seveda tudi odraža v premiku mladih. Hkrati smo seveda v zadnjih desetletjih, to je pa tudi treba reči, delali intenzivno v tej družbi na tem, da smo, bi rekel, mladim smo sporočali, da jih ne čaka več nujno socialna varnost na drugi strani, da ni samoumevno in da ni najbolj zaželeno, če se podajaš v poklice, ki so sicer slabše plačani, nudijo pa večjo socialno varnost. In mislim, da so se mladi danes preprosto, kako bi rekel, če se po domače izrazim, kupili so to logiko. In se raje odločajo mogoče za kakšne druge življenjske poti, pridejo lahko tudi malo v šolo, pa tam delajo, ampak ni nujno, da bodo tam ostali. Skratka, imamo opravka z mladimi, ki so se prilagodili na svetu, kakršnega smo jim ustvarili. In jaz mislim, da deloma ceno plačujemo tudi na tem področju zdaj. Če se mogoče navežem, učiteljica leta je Mojca Volkar
Trobevšek, berem iz tvojega članka, je rekla točno to: želim si, da bi v učiteljske vrste prišli mladi strokovnjaki z življenjsko energijo in zanosom, z ljubeznijo do umetnosti, znanosti in do naše mladine. Kaj pa ti ocenjuješ, mogoče za kot prvo vprašanje, največji plusi in minusi? Ja, v bistvu sta že oba, zlasti kar se plusov tiče, res izpostavlja to, da mi imamo, ne glede na vse kritike, tudi moje, priznam, vse veste, sama veš, ne, v medijih večkrat moramo izpostaviti tisto, kar je narobe, ne, in zato je ta projekt Učitelj sem, učiteljica sem, ki ga na delu vodimo z MČM-om, tako pomemben, ker izpostavljamo pozitivne in dobre zgodbe, ne. Ampak jaz bi izpostavila še eno stvar, te mednarodne raziskave. Ena za drugo kažejo še nekaj. Ja, seveda so vedno večje razlike med učenci, tudi med spoloma, ampak kažejo pa še nekaj, da so rezultati med šolami pa praktično enaki, statistično ni razlik. Kar pomeni, da je vseeno, ali otrok hodi v osnovno šolo v središču Ljubljane, kjer domnevamo, da so najboljše šole, ne, domnevamo, govorim, ne, ali pa nekje na podeželju oziroma mogoče celo za mejo, ne. Se pravi, razlik ni. Kar pa je problem, je pa ta, da smo vsi enaki v vedno slabšem znanju. Se pravi, da znanja je pa manj, ne, in padamo povsod. To pa je problem. In v tem smislu, ne, kar se pa celotnega sistema tiče, jaz mislim, da vsak sistem, ne glede na to, ali je to šolski, ali je zdravstveni, ali pa govorimo o novinarstvu, nepomembno, medijih. Sistem smo ljudje in sistem stoji in pade na ljudeh. In če imaš ti dobre novinarje, boš imel tudi dobre medije. Če imaš dobre učitelje, boš imel tudi dobro šolo. Kje pa jaz vidim težavo? Jaz trdim, da imamo še vedno večinoma res dobre učitelje, ampak žal jih dobesedno tepemo. Ne nagrajujemo tistih, ki so res dobri, ki so najboljši, ki izstopajo. Prej si mi govorila o tej uravnilovki, ne? Tako, recimo po večini šol, ne, ravnatelj ima možnost nagraditi učitelja, ampak na koncu, ko črto potegnete, ne, dobijo te uspešnosti, ali kako se temu reče, ne, praktično vsi enako. Zakaj? Zaradi tega, ker drugače se bi pobili v zbornici, če sem lahko mal medijska. Te stvari so problematične, ne, in da recimo nek učitelj vloži strašno energijo, ne vem, se doma pripravlja, v svojem prostem času pripravlja poskuse, ki jih mora sam izvesti, zato da ne bo šlo kaj narobe potem v šoli, ne. Na koncu pripravlja učence na tekmovanja, ne, in tako jih mogoče na tekmovanje tudi pelje, na koncu dobi pa dodatka na plačilni listi enako kot nekdo, ki ga je nadomeščal v tistem trenutku, ko tega učitelja v šoli ni bilo. Jaz si mislim, da pač, če zdaj govorimo, ne, da je treba odličnost spodbujati, kar smo tudi poslušali v zadnjih dneh, ne, naše nove poslance in vlado, jaz mislim, da je treba tudi pri tem nekako začeti. Kako bi to nagrajevali, nimam pojma. Tu pa potem nastopi gospod Štrukelj, ampak je pa še to je tudi problem, kar ste vi omenili, ne. Znanje je, mislim, to je danes necenjeno. Mi živimo v družbi, ki slavi lepe in prazne. In hitre. Nacionalno poročilo, ne, pravi, povprečni dosežki bralne, matematične, naravoslovne, računalniške in informacijske pismenosti, državljanske vednosti so ob koncu obveznega izobraževanja najnižji doslej. In to je bilo poročilo na 1150 straneh.
čeprav imamo razmeroma dobre dosežke, ugotavljamo negativne trende, ki jih je treba ustaviti, pravi Tanja Taštanovska, ki je glavna urednica tega poročila. In zdaj imam jaz tukaj vprašanje, kako? Jaz mislim, da ravno z dobrimi učitelji. Ne? Čeprav moram tudi, jaz sem enkrat delala en članek na temo, kako je Hrvaški uspelo dvigniti bralno pismenost, ker Hrvaška nas je kar prehitela, če lahko tako rečem, to pač grdo se to sliši, no, da se razumemo, ampak pustimo. Oni so prej kot mi spremenili učne načrte in zelo podobno kot za hrvaščino, tako so mi povedali njihovi profesorji, je šlo v zelo podobno smer, kot je zdaj pripravljen novi učni načrt za slovenščino. Sva se pa to tudi z doktorjem Klemnom Lahom, ki je sicer tudi član strokovnega sveta, pogovarjala na to temo, ne? Ker je on tudi sodeloval tam zraven, oziroma potrjevali so potem te učne načrte. Zdaj so bolj odprti, kar pomeni, da bo res prišla do izraza ta učiteljeva avtonomija, kaj bo počel, kaj bo izbral in tako naprej. In to je super, če imaš na drugi strani nekoga, ki zna to uporabljati. Se pravi, če bodo učitelji znali in zmogli, zdaj, da ne bo se to slišalo, da jaz njim ne zaupam, daleč od tega, jaz jim zaupam, res jim zaupam, zato ker jih srečujem. Ampak, a veste, če je, recimo, ko ste prej omenili tudi to inflacijo dobrih ocen, ne, mnogi učitelji v šolah danes obupujejo zaradi tega, ker imajo rajši mir ko prav, po domače povedano. Boljš dati tisto 3, 4, 5 in če pogledate, kadar so skupne govorilne ure, ko imajo vsi učitelji govorilne ure, kje je vrsta? Ko je povprečna ocena 4,5 ali tam, kjer je povprečna ocena 3 ali pa 2,7. Zdaj malo karikiram, samo tako je. Tako je. V tem poročilu pravijo, da je pomemben tudi vpliv socialno-ekonomskega ozadja učencev. Tisti, katerih socialno-ekonomsko ozadje je ugodnejše, bodo imeli pravile višje dosežke. Kako vidva v bistvu komentirate to? Torej, kljub temu, da se nam zdi, da naša šola naj bi bila do vseh enaka, vendarle ni, ne? Ja, ta socialno-ekonomski status je eden najpomembnejših dejavnikov po celotnem svetu. To enako deluje, vendar to, kar je kolega omenil, to je ravno tisto nepravičnost, ki jo v bistvu ne bi smela šola spodbujati, in tukaj bi mogla šola vstopiti v to. To, kar je že prej Špela omenila, to lahko res rešimo torej s predanimi učitelji. In pa seveda tudi družbo, ki bo njim zaupala. Zdaj, da vsakič, ko jaz pač zaključim neko oceno in tista ocena pač ni všeč staršem, pride torej starš name in potem mogoče še jaz vztrajam, potem gre do ravnatelja, ravnatelj pa pride do mene in mi pravi, ja, tole pa bi lahko ti malo drugače ocenila. In v bistvu moram pač stati za tem. Je pa res, da učitelj mora biti pa tudi usposobljen pri ocenjevanju. Ne vem, jaz tudi delam na ocenjevanju pač z mojimi študenti, kar tudi vodim na NPZ z angleščino in mislim, da o tem nekaj vem. In kar je najbolj bistveno je, da imajo jasne kriterije. Kriteriji, ki jih torej vzpostavi učitelj in jih zapiše, moraš imeti vedno zapisane kriterije in potem ti kriteriji morajo biti tako jasni, da so tebi kot ocenjevalcu, da so jasni učencem tudi, učence morajo biti tudi, zato jih moraš včasih malo spremeniti. Torej, neko malo drugače v besedic, ker jaz pač delam tudi s prvo triado, z našimi študenti, ki učijo v prvi triadi, jih gotovo ne bodo razumeli na takšni ravni kot pač učitelj. In potem tudi nekako prilagodiš za starše. In da to nekako vedno preizkusiš. Mi v Sloveniji malo vemo o pilotiranju, čeprav se nekatere pač skupine zelo trudimo, da vedno pilotiramo, da naši učenci niso poskusni zajčki. To imamo tudi še dosti za narediti. In
kot ti, jaz vedno rečem študentom, to dajte preizkusiti kot eno od nalog, ne, ki ste jo uporabili pri poučevanju. Tam boste videli, ne, ker tam, če gre kaj narobe, lahko še vedno posežeš, ni nekih hudih konsekvenc. Medtem ko kar se pa potem uporablja, ne, pri ocenjevanju, pa moraš imeti dobro pripravljeno, ne, in ti moraš za tem stati. Ne, in če ti v to ne verjameš, to ni znanost, ne, ampak če ti to lahko argumentiraš, potem bi običajno ne smel imeti težav. Pa vedno moraš pogledati, kako si ti poučeval, ne, kakšen je bil tvoj pristop. Ne more biti, naprimer, nek pristop, ki je, da ne rečem top-down, ali pa recimo, ne vem, samo da predavaš, a ne, in potem naenkrat zahtevaš neko hudo komunikacijo, ne, med učenci. Mislim, vse to moraš pogledati nazaj. Cilj je, ne, seveda spremljati v učnem načrtu, ampak recimo učni načrti, mislim, da so že zelo dolgo ciljno naravnani. Imam prav? Ne? In tukaj je ravno ta odprtost, a ne, kako ti prideš do tega cilja, je pa seveda na tebi. Zdaj, ko sem poslušala moje finske kolege, so rekli, da vseh učiteljev se ne da spremeniti, ne? Ker to imamo mi težavo. Ne? Da, mislim, da je pomanjkanje samorefleksije v naši populaciji zelo veliko. Ne? Da vsakič, ko ti, to kar je rekel kolega, nekdo neko kritiko izjavi, stopiš, ne? Se postaviš v obrambno pozicijo. Ne da bi argumentirano nekako to mislim, da ga poslušaš in potem argumentirano odgovoriš, vendar še vedno vljudno, ne. Ampak se mi zdi, da ta dialog bi mogel pač na celotni družbi potekati na tak način, ne pa kar vidimo včasih na televiziji, in ni to vzor za naše učence, ne. Tako da jaz pač mislim, no, da ta socialni, ekonomski, zdaj če pridem spet nazaj na ta socialni ekonomski status, je pač zadeva taka, ne, da mi včasih prepozno diagnosticiramo, kje imajo učenci težave. Ne? Ker če bi jim lahko tudi prej ponudili pomoč. Ne? Seveda je pa, ni samo, veste, ta ekonomski status, ampak je tudi, bi rekla, bolj ta socialni kapital, ker lahko imajo starši, družina dovolj denarja, torej so ekonomsko dobro situirani, ampak jim znanje ni vrednota. Ne? Tako da tukaj so različne, različne okoliščine, ki pač vodijo do tega, ali ne, je znanje vrednota. In jaz mislim, če znanje v družbi ni vrednota, potem pač tudi učitelj nima neke vrednosti, torej ne velja, tudi njegov poklic po moje nima statusa in to je tudi eden od tistih slabih strani našega šolstva, da je pač status učitelja res na lestvici zelo padel. To, kar ste tudi vi prej govorili, ne? Ja, sej jaz lahko, mislim, seveda pritrdim vsemu temu, zdaj, to, da znanje ni vrednota, mislim, jaz mislim, da je težava je med drugim tudi v tem, da pač živimo v družbi, v kateri tudi en pomemben del tega intelektualnega napora in dela za nas enostavno zdaj pač opravi tehnologija, opravijo stroji. In če lahko do nečesa, čemur popularno rečemo znanje, pridemo preprosto tako, da se pač pogovarjamo z umetno inteligenco, potem, in če to razumemo kot znanje, in če je to vse, kar mislimo, da potrebujemo, potem seveda, bi rekel, v nekih takih okoliščinah to ne bo imelo neke zelo visoke družbene cene, ali pa vrednosti. Problem seveda je v tem, da je to daleč od tega, kar bi pedagogi razumeli kot znanje. Zaradi tega, ker je zelo pomembno razumeti, da je vrednost znanja, vrednost šele takrat, ko to znanje dejansko usvojimo in ko skozi to usvojeno znanje pač mi sami kot ljudje postajamo drugačni. Temu rečemo, da se pač formiramo. Tako, ali pa lahko tudi uporabimo izraz vzgoja, se vzgajamo skozi te procese. Nemci imajo izraz Bildung za to, ampak poanta tega je, da je to znanje usvojeno in da postane pravzaprav del tvojega lastnega značaja, tvoje osebnosti in tega, na kakšen način deluješ, funkcioniraš, prispevaš k dobremu družbe in nenazadnje tudi k lastnemu dobremu.
In zato seveda je problem, ne, če znanje zreduciramo na to raven, če mislimo, da ga zaradi tega ne potrebujemo toliko, kot smo ga morda potrebovali v preteklosti, postajamo torej skozi te procese drugačni ljudje in posledično postajamo drugačna družba. Jaz ne bi tu preveč moraliziral, vedno je družba pač, kako bi rekel, podvržena spremembam, ne? Ampak treba je pač vedeti, za kakšne procese gre in tudi potem šola bi rekel kot institucija se mora na to nekako ustrezno odzivati. Če se pa sam vrnem mal k vašemu prvotnemu vprašanju, ne? Če seveda, ne, v vsaki družbi imamo en del ljudi, ki pač prihajajo iz socialno-ekonomsko manj spodbudnih razmer, en del ljudi, ki prihajajo iz zelo spodbudnih razmer in tako naprej. Sistem, kot je šola, bo lahko toliko dobro, bi rekel, podpiral, a ne, tiste, ki najbolj tako javno podporo potrebujejo, kolikor bomo pač v ta sistem vlagali. Jaz mislim, da je treba tudi to imeti nekako, ne, jaz se zelo strinjam, zelo veliko kot didaktik, bom prvi rekel, da je zelo veliko pomembno, torej zelo veliko odvisno od učiteljev. A ne, Ni pa vse, ja. Ni pa vse. Kontinentalna evropska didaktika je tradicionalno, historično temeljila na predpostavki, da je učitelj tisti, ne, ki pravzaprav, od katerega je vse odvisno, ne, ki je, in to je na neki tej didaktično-pedagoški ravni celo res, ne, ampak po drugi strani je pa treba vedeti, da in ta učitelj, in ta ravnatelj, in ta šola, in ti učenci so vpeti v neke družbene okoliščine, v nek sistem in ta sistem je ali pa ni optimalno podprt javno. Bodi si z denarjem, bodi si s kadri, bodi si z infrastrukturo. Zato se mi zdi zelo pomembno, da smo recimo v ZOFI uspeli pripeljati zdaj tisti člen, ki govori o financiranju, a ne, in o deležu financiranja, pri čemer seveda smo naredili to, kar zelo radi naredimo, ne, v naši državi. V prehodne določbe smo dali člen, da bomo sledili, ne, tem finančnim zavezam, če bo to mogoče, pa postopoma do leta 2000 in toliko in tako naprej, a ne, kar seveda potem pušča odprto možnost, da država tudi stopi korak nazaj in reče, da je morda pač bolj pametno investirati kam drugam. In v tem smislu, a ne, je pač vedno, bi rekel, kakovost sistema tudi odraz tega, kako visoko je nek sistem na lestvici družbenih in političnih prioritet. A lahko samo tule jaz eno stvar. Točno to je ključno, ne? Ker je še ena stvar v ZOFI-ju, ne, ki smo jo pa malo prej že dobili, ne, in sicer možnost zaposlovanja delavcev, ki nimajo ustrezne izobrazbe. Ko je ministrstvo naredilo, zato jaz pravim, da je pomembno, da imamo res dobre učitelje, ne. Zakaj? Ker zdaj v šolah, to sta oba omenila, res nimamo na nekaterih šolah, zlasti tistih, ki niso v središčih, kjer bi si ti lahko pomagal s študenti, ne, imamo mi vedno več kadra, ki ni usposobljen. In recimo analiza ministrstva je pokazala, jaz se zdaj točne številke ne spomnim, ampak mislim, da je bilo najslabše pri šolah s prilagojenim programom, kjer so ugotovili, da je 40% kadra nima ustrezne izobrazbe. V šolah s prilagojenim programom, kjer bi morali delati najbolj usposobljeni, vsaj po moji presoji. Imamo spremljevalce v šolah, ne, ki imajo, ne vem, koliko je 5. stopnja, ne, se mi zdi, da mora biti izobrazbe, kar je, jaz tega ne bom se v to spuščala, to pač vi pedagogi povejte, ali je to ustrezno ali ni ustrezno, verjetno, če je oseba primerna za spremljevalca otroku, da so mogoče tudi kakšne druge kvalitete pomembne. Ampak kaj se zdaj dogaja? Ti spremljevalci so v osnovnih šolah, jaz vam to govorim, to so resnične zgodbe, to nisem si izmislila, pa to ni en primer. Ker učitelj recimo zboli ali pač mora nekam skočiti ali karkoli že, ti spremljevalci prevzamejo delo v razredu in so v razširjenem programu, ne, o katerem vemo, kaj smo, ne, v razširjenem programu. V razširjenem programu imamo en steber, ki se mu reče učenje učenja. A si vi predstavljate, da oseba, ki je tam s čisto drugo nalogo, zdaj vodi učenje učenja? Resno? To je konkretni primer. To je konkreten primer, ne? Ampak teh ni tako malo.
Zdaj, ko pride, a veste, pol imamo, zdaj jaz ne govorim tu zato, da bomo zdaj šli lov na čarovnice, pa iskali te šole, pa bla, bla, bla. To je točno, problem je samo v financah in v tem, da se družba odloči in da reče, ljudje, šolstvo, vzgoja in izobraževanje, to je steber, to je ključno. Brez tega ne boš imel ne zdravnika, ne pravnika, nobenega. No, jaz bi tudi dodala, če smem, ker res moram nekako. Poglejte si vse pedagoške fakultete, pa vključno tudi recimo filozofsko, ker tudi je veliko pedagoških fakultete, absolutno. Mi smo kadrovske fakultete in vse fakultete so, kar se tiče prostorov, v najbolj nezavidljivem položaju. Torej, ko k nam pride, zdaj si pa samo še zamislite, bodoči matematik, bodoči fizik, bodoči učitelj računalništva, bodoči učitelj tehnike, bodoči učitelj kemije. Na Univerzi v Ljubljani, na katerokoli od teh fakultet, če gre, ga bo pričakala krasna nova fakulteta. Pri nas, mislim, vse smo že bili, smo že tudi kaj posneli, katastrofa, od katastrofe. In mi se ne moramo niti srednje šole dobesedno, da bom grdo rekla, znebiti, ker niti teh prostorov ne moramo pridobiti. Recimo prostori za vse te naravoslovne vezave so v kleti. Nimamo niti denarja, da bi to prenovili. In že tukaj se vidi, da odnos, tako, in ti samo nekaj seveda kar naprej govoriš, se nekako pritožuješ, opozarjaš, ampak družba te ne sliši. In jaz tudi mislim, kam bi morala država dati največ denarja, je prav gotovo v šolstvo, ker tukaj tudi vsi ostali poklici, to, kar je Špela rekla, jaz tudi tem članicam na senatu večkrat pomembno, ne bo bodočih računalničarjev, ne bo bodočih matematikov, ne fizikov, ne slovenistov, nobenega, ker mi izobražujemo od vrtca naprej. In vrtčevska leta so pa še toliko bolj pomembna, ker v tistih 6 letih lahko ogromno zabudiš tudi. In potem seveda cela šola, mislim cela osnovna in srednja šola. Ampak ne vem, naša družba, tako kot je rekel kolega, bi morala vedeti, da največ denarja, največ financ bi moralo biti namenjenih v šole. To recimo so vse te družbe, ki imajo pač tudi uspehe na mednarodni ravni, ker je znanje, pač ima tudi znanja največ, so to naredile. Če se zdaj mogoče vrnemo nazaj na zelo aktualne, mislim se ne, da to niso aktualni problemi, ampak na aktualne probleme, ki jih imajo konkretno zdaj dijaki, učenci recimo. Kako pa vi 3 komentirate rezultate NPZ-jev za 9. razred v primerjavi z ocenami v šoli? Slišali smo, govorimo že leta o tako imenovani diktaturi petk, pri čemer naj povem, da kljub temu, da je teh petk vse več, v primerjavi z znanjem, to ne zmanjšuje tega stresa, ki ga čutijo otroci, nasprotno, tudi to zaznavamo, da je vedno več. Hkrati pa v bistvu so bili ti rezultati, oziroma so, če tako rečem, precej nizki. Ne meri se z njimi na NPZ-jih istih stvari, seveda kot v šoli pri kontrolki ali spraševanju, ampak vendarle se mi zdi, da v bistvu je bila splošna javnost kar začudena, prav tako pa tudi starši, učenci. Splošna javnost je vsako leto začudena. Mislim, da je v 3. razredu bilo še slabše, da je bilo, mislim, da pri slovenščini celo okoli 40%. Zdaj rezultati uradni še niso, zdaj po vseh teh pritožbah in tako naprej. Neuradni pa so 54 za matematiko, odstotkov pa 56 za slovenščino. V 9. razredu, Zdaj, tako si že rekla, ne merijo istih stvari, ne veš, kakšne so bile naloge. Zdaj v šolah se mi zdi, da bolj ali manj kar zadovoljni, da so tudi ti NPZ-ji dobili neko veljavo. Bo pa treba verjetno se pogovoriti zlasti glede preverb, se pravi, kdo ocenjuje, na kak način ocenjuje, ker letos je bilo zelo veliko pritožb. Potem je tudi težava zaradi tega, ker so te pritožbe, se pravi, nove številke znane kasneje, kot je rok za prenos.
in tako naprej. To so take stvari, to bomo, mislim, da izvedeli v prihodnjem tednu, ko bo, ni pa to v resnici popolnoma nič novega. Ti rezultati NPZ-jev so enaki že leta in tu je treba biti zelo pošten. Državni izpitni center v tistem svojem poročilu, za katerega me strašno zanima, kdo ga prebere, ker je dolg več kot 500 strani, tam oni vsako leto noter napišejo, za slovenščino sam priznam, tam oni vsako leto napišejo, da je problem branje. Ampak to pišejo že leta. Še preden smo dobili od mednarodnih raziskav dokaze, da pač pada. Tako da mislim, da je RIC naredil, spravi, res veliko in da vedno vse napišejo, sam pač kaj se s tem zgodi. Sem upletena v pisanje poročila, mi tudi potem napišemo za vsako nalogo, ne samo nalogo, za vsako testno postavko, kaj je preverjala, kje so imeli težave, zakaj so imeli težave in potem na koncu napišemo, kako mi vidimo, da bi šole izboljšale rezultate. To je vse tam navedeno, potem imajo tudi Orko, to je poseben program, kjer lahko pogledajo posamezne naloge, recimo na šolah, in tudi kaj preverjajo, se s tem, samo to pač mora učitelj tudi narediti, v šoli. In se morajo tudi usedeti. Jaz bi tako rekla, treba je biti pač kritično pristopiti. Pri nas je enkrat se mi to zgodilo, da je rekla ravnateljica, veste, na vaši slušnem smo bili pa mi katastrofa. In potem je rekla, potem pa smo se malo pomirili, najprej seveda, kako ga obtožiš? Obtožiš RIC, oziroma ne, komisijo, ki to sestavlja. Potem pa so rekli, pa poglejmo, kaj pa naši učenci delajo. Nikoli niso nič poslušali. A veste, kako se boš pa potem ti, tako da moraš biti pač pošten, kako to delaš in potem, nekako tudi se v to podaš in nekako potem tudi so rezultati boljši. Je pa res, da so od vsakega tega, ne glede, da to niso, bi rekla, življenjsko pomembni preizkusi, kot je matura, imajo nek vpliv. Mi mu rečemo Bosch-Beck efekt v angleščini in kakšen je, to tudi nismo še nikoli izmerili, tako kot bi pač morali, in lahko je tudi pozitiven, lahko pa je negativen. Ampak mi imamo tukaj situacijo, včeraj sem videla, potem, ko smo se mi že dogovorili za to snemanje, je kolegica na Pop TV-ju Peter Črtarc-Mauser naredila 24 ur Fokus in recimo predstavila nekatere teh rezultatov za nazaj. In tam je zelo jasno na tem grafu, da v bistvu imamo odlične tudi, ki so na NPZ-jih slabši kot zadostni pri ocenah. To je RIC naredil že pred leti, je zbral ocene in so potem primerjali. Tako, tam so ti rezultati. Tako, to je že RIC nekaj let nazaj naredil. Ampak kaj to pomeni? To pomeni, kaj pomeni o teh ocenah? To pomeni, da ocene ne odražajo dejansko odličnega znanja. Zdaj, zakaj ocene ne odražajo odličnega znanja? Je, mislim, da spet eno tako zelo kompleksno vprašanje in imamo premalo časa, žal, da bi ga lahko čisto zares naslovili. Dejstvo je, da pri nas seveda tudi interno pridobljene ocene v šoli imajo nek, bi rekli, vpliv na najprej seveda na samo zaključevanje izobraževanja in seveda potem tudi na prehajanje po izobraževalni vertikali. In zdaj v takšnem sistemu je seveda zelo dobro to, kar je bilo že prej rečeno, da imamo dosti jasno regulativo, da imamo dosti dobro postavljene standarde znanja, zato da zagotovimo spet čim večjo pravičnost ocenjevanja, skratka težimo k temu, da bi bile ocene pravzaprav čim manj odvisne od tistega, ki ocenjuje. To spet bom rekel, je malo v kontradikciji s to neko tradicionalno didaktično logiko, po kateri je učitelj tisti, ki je presoja učenčevo znanje. Ampak seveda, to seveda hkrati potem za seboj potegne tudi več, bi rekli, lahko kapricioznosti, arbitrarnosti in tako naprej, česar si recimo ne želimo, če je ocena mehanizem prehajanja po vertikali. Zato imamo v bistvu mi, kar zadeva ocenjevanje znanja, precej strogo regulativo, znotraj katere učitelji delujejo.
Je pa seveda res, da so učitelji pod precejšnjim pritiskom. Ta pritisk je po eni strani posledica dejstva, da imamo seveda mlade, ki živijo v svetu, ki jih ne spodbuja tako zelo k tistim dejavnostim, od katerih je zelo pomembno, kako kakovostno bo tvoje znanje. Branje je recimo ena od takih dejavnosti. Mi bomo na tem področju nekaj morali narediti. Ne gre za to, da mladi ne berejo. Mladi berejo več, kot so brali mladi kadarkoli. Ampak vprašanje je, kaj berejo. In ko pridemo do vprašanja, kaj berejo, ugotovimo, da je zelo veliko njihovega branja kratkih sporočil, ki skratka so v neki drugi funkciji, kot je recimo literarno branje zahtevnejših recimo besedil. In to se seveda potem pozna pri tem, ko rešujejo katerekoli naloge, pri tem, ko tvorijo katerokoli misel in tako naprej. Torej, to je en del problema. Zdaj si predstavljate, imate učitelja na drugi strani, ki ima pred seboj 30 takih učencev. In tem 30 učencem mora dati oceno za njihovo znanje. Znanje pa je lahko zaradi teh dejavnikov precej šibko. Zdaj, kaj boste vsem dali 2, 3? Zgodilo se nam je v našem, jaz mislim, da to ni samo stvar našega sistema, to je globalen problem. Zgodilo se nam je seveda, in to velja zlasti za sisteme, kjer je ocena pomemben dejavnik prehajanja, da so seveda po drugi strani pritiski tudi, bi rekel, staršev, tudi samih učencev, dijakov, potem, da so te ocene seveda čim višje. Zaradi tega, ker je lahko že ena sama točka nekje problem, če želi nekdo priti točno na določeno šolo. Ne govorimo o programih. Jaz mislim, da naši učenci, dijaki, učenci zlasti lahko pridejo v katerikoli program. Ampak če si nekdo želi točno določeno šolo, pa se seveda včasih, ali pa točno določen program na univerzi, odločajo lahko malenkosti. In seveda je pritisk potem, da bi bile ocene interne čim višje, tudi na učitelje zelo velik. Zdaj, če ni mehanizmov, ki bi učitelje, da tako rečem, ščitili pred tem, ko dajo nekomu oceno, za katero mislijo, da je pravilno. Veste, če vaš otrok hodi dajmo reči, na gimnazijo A in dobi na gimnaziji A pri matematiki 2 ali pa negativno oceno, pa imate sorojenca, ki hodi na gimnazijo B in tam dobi za enako znanje 4, si predstavljate, kaj bo vaše vprašanje učitelju na gimnaziji A? Kako je mogoče? Si predstavljate, zdaj, če nimate, in mi smo imeli ta problem recimo v učnih načrtih za gimnazijo, ko enostavno ni bilo več standardov znanja, in je bilo seveda rečeno, vsak aktiv na šoli naj naredi pač svoje standarde znanja. Kaj to pomeni? To pomeni, da so lahko ti standardi znanja med šolami zelo različni. Ampak to posledično sistemsko pomeni, da bo slej ko prej se začel sistem prilagajati nižjim pričakovanjem. In mi imamo z nižanjem pričakovanj, se mi zdi, precejšnje težave. Zaradi objektivnih družbenih okoliščin, pa seveda tudi, zaradi zelo veliko kompleksnih dejavnikov. Imamo s tem težave. Jaz pogosto berem, poslušam, kako je današnja šola zelo zahtevna, kako od učencev in dijakov in od študentov pričakujemo preveč. Ko smo mi hodili v šolo, nam ni bilo toliko treba znati. Jaz mislim, da je problem bolj drugje. Problem je v tem, da določene dejavnosti, ki so bile morda še pred desetletji samoumevne in niso povzročale toliko težav. Jaz pri študentih vidim, k meni pride včasih, se bom prav spomnil anekdotsko zdaj, prišla študentka k meni in res je bila v stiski. Je rekla, gledajte, tista enota literature, Strmšnika, kolegica tu bo zelo dobro vedela, o kom govorim, ste nam dali za brati tisto poglavje v knjigi, ampak jaz imam težavo, in je zelo lepo opisala težavo. Rekla, težavo imam, ko začnem brati drugi odstavek, več ne vem, kaj sem prebrala v prvem odstavku. In to je velik problem. Če imaš težavo z branjem na tej ravni, da bereš prvi odstavek, pa prideš do drugega, pa več ne veš, kaj si prebral v prvem, je to seveda
to pomeni, da postane učenje, študij kar naenkrat izjemno naporno. In jaz seveda se ne čudim, da potem ti otroci rečejo, da je šola zelo zahtevna ali pa da je prezahtevna. Ker je to povezano, se mi zdi, s temi premiki, bi rekel, v tem, kaj pričakujemo in kako v bistvu formiramo mlade od začetka. Zato jaz se zelo strinjam s tem, kaj bomo mi z branjem naredili, je izjemno pomembno vprašanje. In pisanjem. In pisanjem, ki gre z roko v roki, z vsem, kar pravzaprav pomaga mladim ljudem ali pa ljudem nasploh pri formiranju, artikuliranju njihovih misli, ker pisno, ustno, kakorkoli, to je povezano s tem, da znaš dobro brati in znaš dobro pisati in se potem znaš dobro izražati in potem seveda je tudi vse ostalo bistveno lažje. No, pri teh NPZ-jih, če se mogoče še malo ustavimo, torej imamo odličnjake v šoli, ki NPZ izjemno slabo pišejo, ampak moja pozornost gre recimo tudi tam, imamo zadostne v šoli, ki pišejo zelo dobro. Ja, več kot 90%, ja. Oboje je To pomeni, da imate zadaj učitelje, ki so na eni strani lahko zelo hitro zadovoljni z slabšim znanjem in dajo odlične ocene, in imate seveda tudi učitelje, ki so zelo zahtevni in to se seveda potem na NPZ-jih vidi, logično, in mi vemo, vse to je že Špela prej povedala, mi vemo, da ni toliko razlik med šolami. Razlike so večje znotraj šol med učitelji, kar ve vsak, ki je obiskoval katerokoli šolo, je zelo pomembno pri katerem učitelju matematike si pristal. Znotraj šol so večje razlike. To je zelo pomembno, da ohranimo to zunanje preverjanje, ali kakorkoli ga se zdaj imenujemo. Tako, da ne bi kdo problematiziral dejstva, da imamo NPZ-je. Mislim, da je to res nujno, ker ne nazadnje lahko vsaj vidiš, kam se uvrstiš, kam se tudi tvoj razred uvrsti. In zato je zelo pomembno, da bi učitelji to sprejeli kot njihovo orodje. Ne zdaj, da se borimo proti temu, ampak dajmo to orodje sprejeti kot naše orodje in nam pomaga, ali da spremenimo, postanemo, bolj strogi, manj strogi, zahtevamo na drugačen način znanje. Tako da dajmo sprejeti to kot naše orodje. Ali pa tako, kot ste prej rekli, da v bistvu jim damo poslušati, ne pa da pridejo na NPZ, pa ne vejo na kak način. Kaj pa način vpisovanja v srednje šole? Zanima me vaše mnenje o sedanjem postopku, kako je to potekalo. Letos vemo, nekaj si že ti rekla, torej prijave za srednjo šolo so morali oddati še pred rezultati NPZ-jev, potem pride tisto premikanje prijav, istočasno ves čas gledajo starši in otroci, kje so zdaj, na katerem mestu. Izjemno stresno, pa potem še vmes te pritožbe. Torej, zdi se mi, da po nepotrebnem, prezapleteno, stresno, kaotično in obremenjujoče praktično za vse v tem procesu, kako bi to morali drugače. Včasih smo imeli to, da smo, v starih časih, da smo 3 šole recimo navedli in potem je v bistvu ob koncu postopka. Tako kot je pri maturi zdaj. Tako so tudi predlagali pred leti že Društvo šolskih svetovalnih delavcev, oziroma vsaj takratna predsednica, vem, da je to zagovarjala, ravno to, Ajda Rjavec, da bi navedli 3 šole, da bi bilo to pač olajšano. Ker tu pozabljamo še na ene, pozabljamo še na recimo na te otroke s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe, ki morajo za vpis v srednjo šolo dobiti novo odločbo. Tam gre zelo počasi, se pač čaka na te odločbe in ti dobiš jo lahko prepozno. Se pravi, ker oni imajo 90% zahtevanih točk, recimo, če gre za omejitev vpisa. To je zagotovo stres. Je pa po drugi strani ta prenos, ta aplikacija je imela dvojni učinek, ker to je bila letos prvič, da si ti lahko vpisal vse ocene, pa dosežek na NPZ-ju, pa si kliknil in ti je točno na katerem mestu si. In potem se je zadnji 2 uri je bilo to noro. To se je iz 10 minut v 10, mislim, tako so mi starši razlagali, so se spreminjale, pa si lahko drsel po lestvici ali pa si rastel in to je res, jaz si predstavljam, da je to res stres.
Po drugi strani je pa pač možnost tega prenosa. Jaz nisem strokovnjak, ne vem, kako bi mogoče biti to s temi 3 res olajšalo, je pa po drugi strani tudi to, ne. Kaj pa, če nikamor od teh 3 ne bi prišel, ne vem. Sprašujem se, ne vem. Pa bi bil pa spet stres. Kar je kolega rekel, ne, da še vedno imamo pri nas dovolj programov, kamor lahko prideš. Je pa tudi to, a veste, to je tako, kot ti si zastaviš nek cilj in potem kdaj nastane stres? Stres nastane, a ne, ker pač ti nisi zmožen sprejeti dejstva, a ne, da pač, ne vem, a veste, bolj gre za to, da pač tja ne prideš ali pa tega cilja ne dosežeš. Tako kot bi si starši, a veste, včasih reče, ja, naš pa mora imeti 5. Ja, mislim, zakaj? Sej včasih smo imeli Gaussovo krivuljo, a ne, zdaj Gaussovo lahko kar pozabimo. Sej je, ne, kaj pomakne popolnoma na desno stran, ne. To ni, mislim, in tudi to, da starši od učencev čas ali pa tudi od potem dijakov pričakujejo pač nemogoče stvari, ne. In tudi ni vse v šoli, ne, sej ti si lahko uspešen tudi izven šole, pa moramo ločiti, a ne, osebnost, človeško, torej osebnost od tega uspeha v šoli, ne. Včasih pa, torej, če nimam 5, nisem slab človek, ali kako. Ne, to mi to kako zelo pomešamo, da z tega je, mislim, da ogromno nekega stresa. Ne? In potem starši govorimo o stresu. Jaz spremljam tudi to. Ne? Sej učenci ne bi bili nič stresirani pred recimo temi kontrolkami, testi, kakorkoli jih imenujemo, če bi starši, včasih pa tudi učitelji, ne naredili te drame, tako, točno. Mi jo naredimo, a ne, ni res. Nobeden se ne rodi kar s stresom, a ne, ampak v okolju potem ti drugi ga nekako naredijo, ne. Ja, no, sej, jaz mislim, da je velik del, bi rekel, težave za nekatere, da se res želijo upisati točno na določeno šolo. Ja, jaz sicer verjamem, lahko, ne ukvarjam se prav s tem področjem, tako da naprej priznam, da ne vem zelo veliko o teh mehanizmih prehajanja, ampak mislim pa si, no, da je lahko mogoče večja težava v manjših krajih, a ne, tam, kjer je recimo mogoče gimnazija 1, a ne, pa je potem težava, če ne prideš na tisto gimnazijo, ker je to povezano z logistiko in tako, a ne, to je v Ljubljani, Mariboru, ne vem, pač to ni tak problem, če ne prideš na eno gimnazijo, prideš na ta 5, ne, ampak je pa seveda res, da za marsikoga tista 5 je pa, ne, kako bi rekel, znak neuspeha, a ne, čeprav v principu je program, ne glede na to, na kateri šoli ga obiskuješ. Se pa strinjam tudi s tem, kar je kolegica povedala, včasih te pač življenje vodi po nekih drugačnih poteh in ne vem, če sebe pogledam, jaz sem po koncu mature si blazno želel postati novinar in se vpisati na FDV in bi moral sedeti na vašem mestu in seveda nisem bil sprejet, zato ker nisem bil tako zelo dober, takrat je bila zelo visoka omejitev in sem... Naj povem, da zdaj ni več tako? Ni več tako zelo, takrat je bila zelo visoka omejitev in sem pač pristal na pedagogiki in življenje me je pač odneslo v neko drugo... In super, da vas je, ne? Ja, zdaj, ko gledam za nazaj, se mi zdi seveda super. Če bi pa prišel na novinarstvo, bi se mi pa ravno tako zdelo super biti na tistem mestu pa delati tisto kariero. Sta se spogledali. Ali pa ne, skratka, človek nikoli ne ve in je pa res, da mislim, mimo tega, ne, je zelo pomembno, se mi zdi, da je sistem, bi rekel, pravičen, no, tako, to pa je treba zagotoviti, ne, in predvsem pač tak, da ima pravzaprav vsak res občutek na koncu, da je prišel tja, kamor je lahko prišel glede na rezultate, glede na aspiracije in tako naprej. No, to se mi zdi pomembno. Tu bom samo eno stvar dodala, ker ste ravno omenili ljubljanske gimnazije. Mislim, da je letos, da so praktično vse čist do konca zasedene. To pa je ta čar ali pa ne vem, da si verjetno veliko učencev, ne, bodočih dijakov želi študirati obiskovati srednjo šolo v Ljubljani in v večjih središčih, ne. In jaz tudi v tem pred leti se spomnim, da so tudi starši pisali, kako je grozno, da smo postavili gimnazijo v vsako slovensko vas, ne, potem se morajo pa ljubljanski dijaki dejansko, ne, se pravi Ljubljančani, voziti, ne vem, v Škofjo Loko ali pa v Kamnik ali pa v Domžale, ne. Zdaj, tako, ko ste rekli, program je enak, kar je
pozitivno je to, da ko pa pogledamo rezultate mature, so pa recimo zlati maturanti iz prav vseh slovenskih gimnazij. Tako da mislim, da mogoče, da bi moralo biti sporočilo, da ja, tudi če ne prideš na najbolj elitno gimnazijo, če se lahko tako izrazim, da se ne bo pa svet podrl in si lahko To je najbolj pomembno. diamantni maturant, tudi če hodiš, ne vem, na eno drugo v manjšem kraju. Ki ti bo pa prinesla neke druge pozitivne izkušnje. Tako da, in tudi veste, ta centralna usmerjenost vse v Ljubljano, zdaj se tudi vozimo vsi v Ljubljano, v službo, ne vsi, ampak zelo veliko, ne. To je res preveč centralizirano, ne? Tako da tukaj bi morali tudi malo pač nekega drugega, mogoče pozitivnega žara dati, pa tudi na vse druge gimnazije, ki so ravno tako uspešne. Ja. Kako pa na prihodnost gledaš v luči, nekaj o prihodnosti smo že prej govorili, pa politiki, kako na prihodnost gledaš v luči koalicijske pogodbe in nastopa novega ministra? Ti si pozorno spremljala tudi to njegovo zaslišanje, pa mogoče tudi v primerjavi s prejšnjo vlado, ne? Tudi o tem je kaj zapovedati. Ja, bom najprej res pozitivno začela. Kar je mene res navdušilo pri njegovem nastopu, je bilo to, da je rekel, zdaj bom parafrazirala, ker se ne spomnim točno, da je rekel, da Slovenija nima nekih naravnih resursov in da je znanje in šola, to je tisto, kjer pa mi lahko naredimo nek preboj. To je lahko naša dodana vrednost. To so praktično identične besede, ki jih je že nekajkrat izrekel glavni tajnik Sviza, Branimir Štrukelj, tako da očitno se bosta vsaj tukaj našla in sem zelo vesela. To je pozitivno sporočilo. Me pa veliko stvari v koalicijski pogodbi skrbi. Bere se lahko na prvi pogled super, ker so neke stvari zelo splošne, neke stvari so me zmotile, ker so mi dale občutek, da je mogoče sestavljal to kdo, ko ne pozna, ni prebral, kar se je do zdaj zgodilo. Če pa je bilo namenoma tako napisano, potem je pa sploh zaskrbljujoče. Recimo telefoni je najbolj očiten kiks, če lahko tako temu rečem, ker mi imamo to zdaj v zakonu urejeno, ne vem, kako bi še lahko drugače, ne vem, razen če z detektorjem najprej vsem pregledamo, pa jih ne vem, kako bi drugače jih omejili še. To je bila ena stvar. Potem pa ta sprememba učnih načrtov, ki smo jo pravkar naredili, ne. Še ni končana. Še niti ni končana in ironija vsega je, da so bila izhodišča postavljena še v času prejšnje Janševe vlade. Se pravi, da ne moramo reči, da nismo vedeli, da se to dela, ne? Ali pa, ne vem, nam ni všeč, v kakšno smer je šla. To je potem stvar nove debate in tistih napovedanih 5 strani učnih načrtov. To bosta vidva lahko bolj povedala, se to da. Potem je pa seveda tisto, kar pa me najbolj vznemirja, je pa to, da pač res niti omenjena ni javna šola, da bi vsaj z besedo bilo omenjena, da bi bila omenjena vzgoja, razen v enem stavku, kjer piše, da je vzgoja, ne vem točno, bi morala zdaj pogledati, ampak da bomo pač prepustili to staršem, da se odločajo za neke vzgojne principe. Gre pa seveda v povezavi s tem, da bomo naredili pravično financiranje vseh zavodov, ki pač izvajajo, se pravi, to gre tudi za zasebne vrtce in šole. Zdaj, te stvari so malo, vzbujajo, kako bi temu rekli, malo dvignejo obrv, ker moramo pa počakati, kaj bo nastalo, ne. Saj mogoče bomo videli, kaj bo, ne, to se popustimo presenetiti. Ampak vidimo pa, da mogoče javna šola, ne vem, ta del me skrbi, res me skrbi, ker samo v tem delu, ko smo prej govorili, ne, še glede socialno-ekonomskega statusa, ne, ki vključuje seveda tudi izobrazbo staršev, poklic staršev, vse to je vključeno. Šola, javna šola je tista ustanova, kjer se čisto vsi srečamo, kjer se sreča v enem razredu otrok čistilke, otrok v zdravnice, vsi se tam srečamo, ne? In
je edina možnost za marsikaterega otroka, da doseže res svoj potencial. In zato se mi zdi res krivično, da bi jo dali v nemar, ker potem vrsto otrok pustimo za sabo, gole in bose, dobesedno. To tudi vas najbolj skrbi, ne? V zvezi s koalicijsko pogodbo in prihodnostjo šolstva v prihodnjih letih me skrbi kar precej stvari. Skratka, jaz se strinjam s tem, kar je bilo povedano, a ne. Zdaj, več stvari je v tej pogodbi, ki kažejo na to, da bo potrebno ubraniti javno šolo. Ne. In to na več ravneh. Ne. Po eni strani se to poglavje koalicijske pogodbe začne z napovedjo ideološke nevtralnosti šole. Zelo pomenljivo je, da je to na prvem mestu, in zelo pomenljivo je in nenavadno in sploh ni kako posebno presenečenje, da je ta resor prevzel pač minister, ki ga je prevzel. Treba je vedeti, da je to človek, ki je že pisal o tem, ne, kako bi bilo potrebno preoblikovati družbo nasploh v našem prostoru, kako bi bilo potrebno skratka ustvariti to, čemur se je nekoč reklo druga republika. In treba je razumeti, da je za politiko, ki ima sedaj, tako kot so sami lepo povedali, škarje in platno v rokah, ta sistem, še eden od zadnjih sistemov, ki ga je potrebno obvladati. Poleg gospodarskega, poleg zdravstvenega in še poleg represivnega sistema, šolski sistem, je treba povedati, s tem smo mi začeli. Mi imamo v tem trenutku dobro javno šolo. In to ni samoumevno in ni samoumevno, da bo tako ostalo. Če nekdo problematizira ideološko nevtralnost šole, ob tem pa ne pove, v čem je ta šola ideološko pristranska v tem trenutku. In jaz mislim, da mi nimamo javne šole, ki bi bila v tem trenutku ideološko pristranska. Potem je seveda to zaskrbljujoče. Moja napoved je, da bomo dobili skupino ljudi, in to je v koalicijski pogodbi zelo plastično in jasno napisano. Dobili bomo skupino ljudi, ki ne bodo strokovnjaki z področja vzgoje in izobraževanja. V koalicijski pogodbi so temu rekli kritični opazovalci drugih strok. Ti ljudje bodo imeli za nalogo, da napišejo krovni učni načrt, oni temu rečejo za vse smeri, najbrž so imeli v mislih za vse programe. Zakaj bi mi potrebovali krovni učni načrt za vse programe, če ne zato, da uresničimo to, kar je v prvem odstavku te koalicijske pogodbe napovedano, torej ideološka nevtralnost javne šole. To pomeni, dobili bomo dokument, v katerem bo za vse programe zapisano, kaj je v teh programih sprejemljivo poučevati in v imenu česa je sprejemljivo vzgajati, predvsem pa v imenu česa ni sprejemljivo vzgajati in katere teme in katere vsebine niso tiste, ki bi jih lahko naslavljali oziroma obravnavali v javni šoli. In ko vam enkrat, da tako rečem naravnost, oblast pove, česa ne smete, potem ste seveda na drugi strani učitelji vedno znova lahko izpostavljeni temu, da se vaše ravnanje interpretira kot ravnanje v nasprotju s tistim, česar ne smete. Ko se bo enkrat reklo, da mora javna šola postati ideološko nevtralna, in boste obravnavali recimo pri predmetu družba fenomen, istospolne družine, boste lahko zelo hitro dobili na mizo očitek, da kršite ideološko nevtralnost javne šole. Ker bo v nekem učnem načrtu, ki bo krovni za vse, pisalo, da so take problematične teme, skratka teme, ki se jih v javni šoli v imenu nevtralnosti ne smemo dotikati. Kar pomeni, da ta ideološka nevtralnost seveda ne bo nevtralnost, ker mi vemo, da seveda ne more obstajati nekaj, čemu rečemo ideološko nevtralna šola. To bi bila šola, ki bi imela enak odnos do dobrega in do zlega. Ne želimo si take šole. Vzgoja ni proces, ki je ideološko nevtralen, ker pač v tem primeru ne bi bila vzgoja. Ampak sploh ne gre za to. Gre za to, da se pod bi rekel, krinko ideološke nevtralnosti začne še kako
ideološko, bi rekel, profilirati neka javna šola. In to seveda, to, kar v koalicijski pogodbi piše, je ena taka zelo, bi rekel, dobro premišljena, zaključena zgodba. Kako boste učitelje še bolj držali na vajetih, tako da jim boste podarili učiteljsko zbornico. Jaz opozarjam učitelje, jaz vem, da si mnogi učitelji želijo učiteljske zbornice, ampak je pa tudi jasno, zakaj ta oblast želi učiteljsko zbornico. Želi učiteljsko zbornico preprosto zaradi tega, ker je šolski sistem, najbrž lahko rečem, edini sistem v tej državi, ki ima zelo, zelo, zelo močno in enotno pozicijo tudi v razmerju do oblasti. Kako to pozicijo relativizirate? Tako da ustvarite institucijo, ki bo dajala vtis, da ne mislimo vsi enako, v smislu tega, da nismo vsi na isti strani, recimo javne šole. Ko boste začeli pravičneje financirati zasebno šolstvo, boste kar naenkrat imeli dve instituciji, imeli boste en del, ki bo rekel, treba je zaščititi javno šolo, imeli boste pa hkrati tudi eno drugo reprezentativno institucijo, morda boste celo predvideli, da bo članstvo v njej za vse učitelje obvezno, ki bo rekla, ne, potrebno je pravično financirati tudi zasebno šolo. Kar naenkrat bomo imeli na tem terenu vedno dve različni opciji. In to je pot, ki jo mi tlakujemo počasni razgradnji javne šole. Jaz sem zelo vesel, če je minister rekel to, kar priznam, da nisem hearinga poslušal, če je minister rekel to, kar ste rekli, da je rekel glede znanja. Jaz se samo bojim, da ne bo kar naenkrat postalo to razumljeno tako, da je potrebno še več javnega denarja kanalizirati v zasebne izobraževalne zavode, zlasti na terciarni ravni, in v imenu pluralizacije, bi rekli, univerzitetnega in visokošolskega prostora, ki bo seveda podprta s tem, da rabimo čim več znanja, v bistvu doseči to, da bomo še več denarja prekanalizirali v novo nastale inštitute, Rudolfove, razne fakultete, 5., 6. in 7. univerzo v Sloveniji, s čimer se bo seveda kontradiktorno šibila ravno ta pravzaprav moč, ki jo še imamo v tem prostoru, ko govorimo o znanju, zlasti torej na ravni terciarnega izobraževanja. Torej, da bi šla šolstvo po poti zdravstva. To je eden od sistemov, ki ga zaenkrat, bi rekel, politika še ni uspela, bom se zelo grdo izrazil, pa upam, da mi ne bodo poslušalci, gledalci zamerili. To je eden od sistemov, ki ga politika še ni uspela naskočiti. In jaz se bojim, da je intenca natanko to. Tudi šolstvo pripeljati zlasti, bi rekel, na ideološke pozicije, ki so bližje, tistim, ki vidijo večjo dodano vrednost v zasebnem, večjo dodano vrednost v javnem financiranju zasebnega. Tako da tu seveda, zato sem začel s tem, treba bo res zaščititi javno šolo. Ker sicer to, kar je bilo prerečeno, kar je kolegica Špela povedala, to absolutno drži. Mi bomo dobili sistem, ki bo razslojevalen, dobili bomo sistem, v katerem si bodo tisti, ki imajo veliko sredstev, lahko zelo veliko privoščili, tisti, ki imajo malo sredstev, si bodo privoščili malo ali nič, in to je socialno, družbeno izrazito nepravično. In ja, gremo v tem smislu lahko po poti zdravstva. Na terciarni ravni se nam to že vidi. Na sekundarni ravni in na primarni ravni še ne. Ampak bojim se, da plovemo počasi v tisto smer. A bomo uspeli ubraniti? O tem pa lahko naredimo podcast čez 4 leta. Jaz sem tale učni načrt, kot si ti rekla, preveč obložila. Imamo o tem še en tak pogovor, ampak bi vseeno na koncu odprla še eno temo in to so šolske knjižnice. Pomen šolskih knjižnic, mačehovski odnos do šolskih knjižnic nasploh. Na pomen šolskih knjižnic so opozorili knjižničarji tudi v manifestu o branju za 21. stoletje. V bistvu omenja se, da v nekaterih šolah za letni nakup knjig si lahko privoščijo le nekaj 100 evrov ali manj.
Kako pomembne so šolske knjižnice? Ja, jaz bi začela, ker je tudi na eno mojih magistrantk, sva delali raziskavo tudi o razredni knjižnici. Namreč zavedamo se, da ne vem, če verjetno so, poslušalci mogoče kdaj bili tudi v tujini, ko prideš v šolo, te knjige vidiš v garderobi, po hodnikih, kjer se usedeš, ne. Torej, knjige morajo biti vse povsod, ne. To smo tudi mi mogoče včasih v Sloveniji malo preveč zaprli v knjižnice. To se pravi, da mora biti zelo veliko knjig, ne. Vse povsod. Zakaj? Zato, da te obdajajo. Predvsem pri mlajših, je pa zelo pomembno, jaz mislim prva in druga triada, pa da obstajajo tudi razredne knjižnice. Ko se je devetletka uvajala, so bile tako imenovani bralni kotički. In ti bralni kotički so zelo pomembni, predvsem pri jezikih, ampak tudi drugje, da ima otrok, ki prej konča, kaj druga bi rad počel, da se umakne in tam dela. No in midve sva to naredili z mojo študentko, tudi s kontrolno skupino. Zdaj, ker je šlo z angleščino, sva tudi jim dale posnetke, tako da so lahko tudi poslušali in seveda, zdaj dobro, jaz ne morem reči pa takoj ne realizirati, ampak v tej raziskovanju, v tej raziskavi se je seveda pokazalo, da so učenci postali veliko boljši bralci, predvsem pa to, da tudi tisti najšibkejši so potem počasi radi začeli brati, predvsem zato, ker moraš imeti pa tudi razpon knjig. Zdaj, če imajo 100 evrov, to ni nič. Ti moraš vendarle jim tudi dati dovolj široko. Kdo je dober bralec? Bralec je sicer dober tisti, ki običajno hitro bere, ampak hkrati pa tudi seveda razume. Zdaj, mi se včasih v Sloveniji ustavimo že pri avtomatizaciji branja. Tukaj je zelo pomembno, da otroci in vsi učenci zautomatizirajo branje. Ker če ti ne zautomatiziraš branje, imaš z dekodiranjem porabiš toliko energije, da ti ne ostane potem za razumevanje. Seveda imaš posledično težave prav pri vseh predmetih. Tako da tisto, kar učitelji zahtevajo vsak dan, da berejo, predvsem v prvih 3 razredih, je res ključno. Seveda morajo imeti pa razpon tako na vsebinski ravni, recimo, da so literarna dela, da so tudi druga, torej neliterarna dela na razpolago. In mislim, to je tako žalostno, da sploh ne moremo o tem govoriti. Mislim, da vsi tukaj, ki smo, imamo doma več kot 100 knjig. Mislim, jaz jih imam že za moje vnuke in za moje otroke sem prej imela ogromno knjig in mislim, to je pa res takšna žalost in zdaj, če v pismenosti tako padamo, a zdaj bomo pa tukaj varčevali pri knjigah. In zdaj seveda, veste, nimajo vsi teh knjig doma in zato je nujno, da so knjižnice. In tudi, knjižnice bi mogle biti tudi bolj, take privlačne. To bi morali res vlagati denar, da so kotički, da so udobni stoli, da je dovolj svetlobe, tako da se tam rad zadržuješ. Tako kot pač so knjižnice marsikje, če greš v tujino, pa ni treba iti v ne vem kako razvito državo, pa vidiš, kakšne knjižnice so lahko. Na šolah pač, če bodo tako skromno kupovali knjige, se mi v bralni pismenosti ne bomo prav nič dvignili. Ker mora res imeti tudi otrok razpon, da ima tudi, da začne z lahkim, veste, zdaj govorimo tudi o knjigah z lahkim branjem, tudi to so začeli zdaj razvijati, tudi v Sloveniji in tudi, veste, to, kar je rekla, s prilagojenim programom, že prej Špela je omenila in tudi zanimanja otrok so različna in morajo tudi začeti brati tam, kar jih res zanima, da potem lahko preidejo seveda na druge žanre, kar morajo in tudi na bolj zahtevna besedila. Ampak mora biti pa ta razpon vsekakor. In ne samo, da je ena knjiga, vsi bi jo radi prebrali in potem je ena knjiga. Tam pa je, 60 ali pa še več otrok na šoli. Tako da to je tako žalostno. Jaz bi pozvala gospodarstvo, ki ima vendarle denar in ki so dobički so bili menda kar ugodni, da vendarle tukaj pa priskoči na pomoč in pomaga šolam, če že pač se res ne bo našel denar na vladi.
Ker drugače ne bo niti Ne, ekonomistov. to pa je res nekako pokopno vsega, ne. Hvala lepa vsem trem za vaše misli, razmisleke, se pravim, učni načrt imam še skoraj enkrat tako dolg. Še več ciljev, ne. Še več ciljev, tako da z veseljem še kdaj. Hvala. Hvala lepa. Hvala za povabilo.